Šolski učiteljski timi načrtujejo in izvajajo praktični pouk na podlagi opredeljenih učnih izzidov. Ti odsevajo realne delovne postopke, s katerimi se bodo dijaki srečevali pri opravljanju bodočega poklica. V ta namen učitelji načrtujejo učne situacije v različnih učnih okoljih. V programu Gozdar praktični pouk poteka tako v učilnicah kot na deloviščih. Pri gozdnih opravilih se dijaki srečujejo z izjemnimi nevarnostmi, zato morajo brezhibno obvladati ključne korake, pri čemer je nujno povezovanje teoretičnega znanja in praktičnih veščin. Da bi dijaki čim bolj varno preizkušali praktične sposobnosti, je pomembno, da sproti utrjujejo osnove, kot so varnost pri delu, poznavanje orodja in njegove uporabe ter komunikacija pri gozdnih opravilih. Učitelji postopoma nadgrajujejo znanje, saj je za izvedbo zahtevnejših učnih situacij ključno dobro predznanje. Z razvojem tehnologije nastajajo novi učni pripomočki, ki omogočajo razvoj spodbudnih učnih okolij. S pomočjo simulatorjev imajo učitelji možnost varno uriti dijake pred odhodom na teren, kar zmanjšuje možnost poškodb pri praktičnem delu. Učitelji pred začetkom dela usmerjajo dijake, da najprej analizirajo posamezne situacije, s katerimi se bodo srečevali na terenu. Tako dijaki že v učilnici spoznavajo in rešujejo realne probleme ter predlagajo možne rešitve. Gremo preizkusiti vaše rešitve na simulatorju. Dijaki preizkušajo svoje rešitve na simulatorju. Pri učnem procesu učitelji spremljajo dijake ter spodbujajo doseganje najvišjih možnih standardov. Učitelj je dijakom v oporo pri delu s simulatorjem in podaja takojšnje povratne informacije. S podpornimi vprašanji spodbuja druge dijake, da sodelujejo pri tem. Dijake spodbujam, da analizirajo delo drugih dijakov. Sam predlagam dijakom, da se med seboj opazujejo, poslušajo in dopolnjujejo. V procesu učenja je medvrstniško sodelovanje in učenje izjemnega pomena pri doseganju skupnih ciljev v samem učnem procesu. Učitelj izvaja pouk tako, da najprej usmeri in motivira dijake, omogoča izgrajevanje novega znanja, nato pa to znanje utrdi. Učitelji pogosto načrtujejo delo v dvojicah glede na predznanje dijakov in jim dodeljujejo ravno prav zahtevne naloge. Dijakom, ki so dosegli optimalni standard na simulatorju, omogočijo hitrejše napredovanje in jih usmerijo naprej na delovišče. Izkustveno učenje je bistvenega pomena pri usposabljanju gozdarjev, zato dijaki tudi na delovišču rešujejo različno zahtevne realne naloge. To pa ni tako, kakor v učilnici. To ni nič takega. Zdaj pa gre za res. Potek učnega procesa na delovišču je podoben kot v učilnici in na simulatorju. Dijaki analizirajo novo učno situacijo in pred izvedbo načrtujejo najbolj varen postopek prežagovanja. Dijaki so več kot le poslušalci in opazovalci. Aktivno spremljajo delo svojih sošolcev, jim svetujejo in pomagajo. Mislim, da je veriga narobe zapeta. Kaj pa mislite ostali? Kavelj se je narobe obrnil. Med prežagovanjem se lahko odpne in koreninski sistem lahko zasuje sekača. V realnih delovnih situacijah gozdarji svoje dela opravljajo timsko. Izvedba posameznih opravil je odvisna od uspešnosti opravljenega dela vsakega dijaka. Zato je pomembno, da učitelji krepijo kakovostne odnose, komunikacijo in timsko sodelovanje med dijaki. Učitelji se trudijo vsakega dijaka pripeljati do optimalnega znanja, spretnosti in veščin, saj so te nujne pred odhodom dijakov na praktično usposabljanje pri delodajalcih in tudi nadaljnjem poklicnem razvoju. Dijaki imajo možnost svoja znanja nadgrajevati tudi v okviru modulov odprtega kurikula.
Za dobro usposobljenost za delo v gozdu je nujno spremljanje strokovnih novosti, ki jih vsega le še Postojna vsako leto vključujemo v svoje delo. Pri tem sodelujemo tudi z delodajalci in skupaj načrtujemo potrebna znanja, spretnosti in veščine, ki jih dijakom ponujamo v okviru odprtega kurikula. V dogovoru z učitelji so dijaki lahko odločajo za posamezen modul glede na lastne interese. V tekočem šolskem letu so zbirali med arboristiko, žičničarstvom, gradnjo malih lesenih objektov in strojno sečnjo.